ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je direktor podjetja EVJ Elektroprom, Tomaž Kralj. Lahko rečemo, da se že midva dolgo poznava, nekako delava v isti hiši, se zasebnem življenju tikava, tako da predlagam, da tako stane tudi v toku te oddaje. Se strinjam, ja. Tomaž, pa mogoče res čisto za uvod, bi te prosil, če predstaviš vse dejavnosti, ki se odvijajo na tem področju oziroma v podjetju EVJ Elektroprom. Kar veliko jih je, no? Ja, kar precej dejavnosti, tako kot si omenil. Moram reči, da tudi ljudje kar poznajo te naše dejavnosti, čisto vse pa verjetno vsi ne poznajo. Tako da je mogoče res dobro, da greva skozi vse dejavnosti, ki jih upravljamo, da še zvejo kaj novega o podjetju EVJ Elektroprom, ne. Recimo, bom jaz kar našteval, tako ko nekako vodimo v naših knjigah te dejavnosti, bom šel kar po vrsti in bom začel najprej z elektroinštalacijami, ki so bile tudi prva dejavnost, ki jo je upravljal gospod Janez Vidmar kot obrtnik. Tako da tukaj pri elektroinštalacijah izvajamo vse elektroinštalacije po industrijskih objektih, v stanovanjskih hišah, manjša dela, to se pravi, pri nas lahko res naročijo praktično vse elektroinštalacije. Tudi za stanovanjske hiše, bloke izvajamo te inštalacije, potem izvajamo meritve strlovodov, prenavljamo strlovode, če se ugotovi, da so te meritve oziroma da strlovodi niso pravi. Tako da, kar se tiče elektroinštalacije, res izvajamo čist vsa elektroinštalacijska dela. Od A do Ž, ne? Od A do Ž, od majhnih objektov do večjih industrijskih objektov tudi. Tudi v tujini je včasih, ne? Tudi v tujini smo nekaj delali pred leti, no, sedaj 2 leti že nismo nič bili v tujini. Izvajamo pa tle praktično po celi Sloveniji ta inštalacijska dela, ne. Bi rekel, da kar precej po industrijah tudi izvajamo, ne. Recimo en tak primer je kar dobro sodelovanje z steklarno Hrastnik, kar nekaj dela za njih upravljamo. Je tudi kar zahtevno delo, ampak smo pripravljeni na vse. Ena redkih firm v Zasavju, ki dobro deluje, ki tudi vlaga, ne, v posodobitve. Tako. Potem recimo druga dejavnost je popravilo elektromotorjev, raznega orodja za obrtnike, to se pravi, če se pokvari elektromotor v nekem orodju, ga prinesejo k nam, ga razdre, previje, uredi tako, da deluje kot nov spet, ne. In moram tudi pohvaliti, da je res strokovnjak, res popravil vse, kar se da popraviti, ne. Eden na tem dela. Eden dela na tem, ja, tako. Potem naslednja dejavnost je trgovina, ki je precej obsežna, tudi precej zaposlenih na tem področju. Prodajamo pa praktično tudi vso tehnično blago. To se pravi za elektroinštalacije, za vodovod, za ogrevanje, prezračevanje, svetila, potem imamo oddelek z belo tehniko, akustiko, to zabavno elektroniko, računalnike, potem je še gradbeni oddelek,
kjer prodajamo ves gradbeni material, od peska, cementa, armaturne mreže, talne obloge, praktično vse, kar se rabi doma v hiši. Tudi recimo orodje za beljenje, to se pravi čopiči, orodje, tako ročno orodje, ključe, praktično vse, kar mali mojster potrebuje. Zelo dobro je pa razvita tudi ta reklamacijska služba. Potem, tako. Tudi to je tudi treba pohvaliti in tudi marsikdo pohvali našo reklamacijsko službo. Torej, če nekaj kupiš tu v tej firmi, v trgovini, da ne deluje. Tako, prinese k nam v trgovino, potem reklamacijska služba to obdela, pošlje naprej našem dobavitelju in se stranka obvesti, če je to malo del traja, se obvesti, da malo del časa to trajalo, če je možno, lahko tudi zamenjamo. Tako da ta reklamacijska služba res dobro deluje. Je tukaj kar za pohvaliti. Potem naprej, naslednja dejavnost so strojne inštalacije. Tukaj so pa inštalacije za vodovodne napeljave, ogrevanje, to se pravi centralno ogrevanje, prezračevanja in rekel, tukaj tudi izvajamo dela po stanovanjih, blokih in v industriji te strojne inštalacije. Tako da enako kot velja za elektroinštalacije, od privat hiše do velikega industrijskega objekta. Kadar je pa tudi usposobljen. Tako, ja. Pridejo na ogled, tle je velikokrat sploh, bi rekel, pri privat strankah je potreben predhodni ogled, da se pogleda, recimo, če je prenova kotlovnice, predelava recimo iz ogrevanja na olje, toplotno črpalko, na drva, pelete, se mora nekdo oglasiti, da lahko naredi kvalitetno ponudbo, da ta ponudba vsebuje že vse elemente, ki so potrebni za predelavo. Ker bistvo je tudi to, da če stranka gre v neko investicijo, da ve okvirno ceno, koliko to stane. Ne, da najprej planira, to bo, 1000 evrov, na koncu je pa 3000 evrov. To je zelo slabo slab odnos do stranke. In preko na tem področju za skrb za stranko je zelo naš pomemben dejavnik, ki ga upoštevamo tukaj. Tako, kot se že prej omenil, tudi reklamacije, tudi na elektrostrojnih inštalacijah se enako upoštevajo kot v trgovini. Če reklamira kakšno, da nekaj ni v redu, ali pa se tudi zgodi, recimo montiramo, zamenjamo termostatske ventile oziroma stare, navadne ventile iz radiatorjev zamenjamo z novimi termostatskimi in se lahko naredi, da kak termostatski ventil že nov ni dober. In ga težko takrat preizkusimo, ko stranko gotovi, da je recimo pokvarjen, pridemo, pogledamo in reklamacijo pozitivno rešimo. Na stroške podjetja. Ne? Tako. Če greva zdaj naprej po dejavnostih, so potem tukaj gradbene storitve, imamo nekaj gradbenih strojev, s katerimi izvajamo razne manjše izkope. Recimo v tem trenutku je zelo aktualno priklop na čistilno napravo v Zagorju. Kar nekaj teh priklopov smo že izvedli in tudi kar nekaj naročil imamo za naprej tudi. Enako izvajamo, recimo, kjer ni možen priklop na čistilno napravo, izvajamo oziroma ugrajujemo male čistilne naprave, to se pravi za neko stranko, ki nima možnosti priklopa na ta kolektorski sistem. Tudi teh smo že nekaj izvedli, tako da tudi tukaj imamo že določene izkušnje. So tu kakšni roki, dokdaj se morajo? Ja, naj bi bilo 2017 vsi priključeni ali na čistilne naprave ali pa imeli svoje čistilne naprave. Kako pa gre mimo individualne? Neka stranka se prijavi, pokliče nas v EVJ Elektroprom. Tako. Pokliče najbolj... ADOŽ gre potem kompletno izvajanje. Kaj če? Gre potem, se tisti priklop recimo naredi od začetka do konca. Od začetka do konca, tako. Vključno z materialom. Vse, z materialom, tako. Če treba asfaltirati včasih tudi manjše površine. Tukaj, rečemo, vsi imajo te
greznice, ne, in tudi te greznice je treba, zapolniti z neko, ali s peskom, ponovadi se s peskom zapolni, tudi to mi vse uredimo. Prej pa že sprazniti tudi, ne? Prej pa sprazniti in vse mi uredimo. Stranka najbolj, da pokliče, lahko tudi preko naše internetne strani, pošlje povpraševanje, mi tam napiše svoje kontaktne podatke, jo kontaktiramo, se povežemo z njo, gremo na ogled in naredimo tudi ponudbo in se pač vse dogovorimo. Tako, je pa pomemben tudi ta zasipni material, kakšen je v greznicah, ne? V greznih jamah, je dovolj trden, ne? Tako, ga je treba utrditi in tako naprej, da ni pol pogrezanja kasnejšega, ne, pa sploh, če recimo kak tlakovci so gor, ne, mora biti to prej dobro utrjen, da ni posedanja pa pol reklamacij, ne. Plačnik teh investicij pa ni občina, ampak vsak posameznik, ne? Tako. Občina je od hiše pa do tistega priključnega mesta, do kolektorja, mora plačati vsaka stranka sama. Ja. No, potem, če greva naprej, so tukaj je kabelski sistem, to mislim, vsi, ki spremljajo ETV, ga verjetno dobro poznajo. Tukaj kakih posebnih novosti ni. V letu 2014 smo povečali nekaj hitrosti interneta, tako da tisti, ko je imel prej določeno hitrost, smo mu jo gratis povečali za nekaj stopenj. To je bilo v sodelovanju s Tušmobilom. Zdaj pa mislim, da je to Telemach, ne? Ja, zaenkrat še kar Tušmobil, tudi stranke dobivajo račune, tisti, ki imajo trojčke, dobijo račun od Tušmobila. Tudi že z obvestilom, kot sem opazil. Tako, ja. Tako da to bo, bolj počasen prihod verjetno na Telemach, ne. Se pa dogovarjamo zdaj s Telemachom, kako naprej, ne, da bo, za naše uporabniko nezaznavno praktično, ne. Tako, ja. No, tukaj da tudi cene teh naših paketov so v primerjavi s konkurenco ugodne, zelo primerljive oziroma celo boljše, no. Glede na to, kaj mi nudimo za določeno vrednost, ne. Pa tudi samo vzdrževanje tega sistema, pa reklamacijska služba, spet smo pri reklamacijah, tako. Ker je hitro reagiranje. Tako. Res, ali pokličejo po telefonu, ali pošljajo preko našega spletne strani, pač tam je nek obrazec, se lahko oddajajo reklamacije ali pa naročila ali karkoli. In to je, tisti dan ali pa najkasneje naslednji dan se kontaktira uporabnika in se z njim dogovori, kako pa kaj. Napako, če pride. Če je napaka odpraviti ali pa kak nov priklop. Včasih se pa že kaj po telefonih reši, ne, ker je včasih tudi doma napaka, ne. To, da se tudi v tej naši službi lahko vidijo nadaljavo, a je modem deluje, ne deluje in tako naprej. Tudi se vidi zgodovina za nazaj, a je deloval ali ni deloval. Tako da to lahko preko ti operaterji dol že nekaj problemov že rešijo, predno pošljemo koga na teren. Tako, ja. Je pa dnevno služba na terenu, to so Zagorje, Trbovlje, Litija, tudi Medvode, dnevno gre minimalno eden, v večini primerov pa kar dva, ne, ker je kar precej naročnikov in je tega vzdrževanja pa tudi dograjevanje, teh manjših dograjevanj tudi kar nekaj, ne. Zdaj tudi v kabelskem sistemu še dograjujemo določene stvari, ampak vse v manjšem obsegu. Recimo tudi za določene zaselke, recimo v Čemšeniku oziroma mislim, da Znojile, tam imamo tudi možnost priklopa na internet preko Wi-Fi-ja, ne. Imamo neko postajo gor, mi pošiljamo ta signal do te postaje, od tam naprej pa do posamezne hiše. Tako da tudi in so tisti, ki so priključeni, so zelo zadovoljni, ker prej niso imeli možnosti sploh priklopa na internet, oziroma je bil preko teh telefonskih linij zelo počasen, preko mobitela počas, pa še drago, ne? Tako da so zelo zadovoljni in s hitrostjo in z ceno. No, če greva zdaj naprej, še po dejavnostih še niso končala, ne? Ja, še ne, jih je še nekaj, ne? Naslednja je tudi bar, v sklopu tega našega trgovskega centra imamo bar.
to je neka dodatna ponudba, kjer lahko stranke, ki pridejo k nam iskati v trgovino ali naročiti kakšne storitve, grejo še na kavico, sok, karkoli. Vedno so kakšne akcije tudi, Tako, ja. Tako da to je ena. Naslednja dejavnost je pa pol klimatske naprave, mi rečemo. Tukaj je pa servisiranje klimatskih naprav, vgradnja novih klimatskih naprav, prezračevanja teh prezračevalnih naprav, potem servisiranje gorilcev na olje, plin in pelete tudi zdaj, ki je tudi in ta služba je tudi kar zelo dobro deluje in odzivna, tako da je tudi za pohvaliti. No. Pa je pri montaži novih klimatskih naprav kaj upada, glede na takrat 5-6 let nazaj? Ko se lani je bila slaba sezona za klimatske naprave zaradi poletja. Ja, tako je. V začetku, mislim, da tam maja je bilo kar nek boom, ki je bila določeno obdobje kar precej visoke temperature, potem je pa to ugaslo. Je bilo cel poletje slabo poletje. Tako da pol avgusta je pa že sezona mimo, pa večina reče, bomo še počakali eno leto. In že razmišlja o ogrevanju. Ja, takrat pridejo spet isti fanti na vrsto, nastavitev gorilca, kakšne stvari za predelati. Te termostati so čez leto se pokvarjali, karkoli, in je treba določene servise narediti. To je tudi prednost podjetja, da posamezni zaposleni znajo več del. Tako. So usposobljeni za različna opravila. Tako. In tudi med dejavnostmi, če je potreba nekje malo več dela, nekje mogoče malo manj, gre pomagati na drugo dejavnost in obratno. Ni zacementirano. Tako. To. Potem naslednja dejavnost so pa korilnice, ki jih imamo v upravljanju, oziroma mi korilnico prevzamemo, jo predelamo, običajno so to stare so bile na olje, mi jih pa predelamo ali na sekance, na pelete, v glavnem so na lesno biomaso. Imamo pa tudi 2 korilnici na plin, to so kogeneraciji, to se pravi soproizvodna toplote in elektrike, oziroma elektrike in ta toplota, ki nastane, se koristno uporabi še za ogrevanje prostorov. To je šola na Izlakah, pa šola v Zagorju Ivana Skvarča. In te korilnice na lesno biomaso, kar jih je na sekance, dobavljamo mi sekance. To so vse slovenski les se uporablja kot kurivo. Se vidimo ga tudi na deponiji, Lode. Tako, to so. Se kmetje pripeljejo same, kako? Ja, to je večinoma, tudi kmetje, ampak večinoma, ampak tega je, manj, tudi niso take zaloge. Drugače pa ta podjetja, ki se ukvarjajo s tem, sečnjo in s tem, in pripeljejo te goli, mi rečemo, na deponijo, in mi jih po potrebi potem drobimo v sekance in jih razvažamo. To je zelo zanimivo gledati, kako gre cel hlod v mašino. Tako. To pa ne izvaja EVA, ne? Ne, to imamo pa zunanjega izvajalca in vse to je tudi, recimo, tukaj se ustvarja sobivanje z okoljem. Tako, dodatna delovna mesta. To se pravi, nekdo mora posekati ta drevesa, nekdo jih mora pripeljati k nam na deponije, nekdo jih razseka, mi jih pa pol naprej razvažamo. To so vse dodatna delovna mesta, ki se kreirajo preko čistko, se sploh ne zavedamo, da jih lahko ustvarjamo na ta način. Če bi rekel ukurili oziroma uporabljali energent olje ali plin, pač teh delovnih mest ne bi bilo. Seveda. Sekanci so pa različne dimenzije, ali je to nekako dimenzije so vsi iste, več ali manj. Je pa les različen. Recimo za našo elektrarno na lesno biomaso, ki jo imamo, mora biti obvezno mehek les, to se pravi iglavci morajo biti. Zaradi pirolize. Ja, tako. Za recimo mi tudi dobavljamo vse to, o komer se zdaj pogovarjava, vse se šteje pod te korilnice. Pod to dejavnost. In
In ta les, recimo, ko ga pa dobavljamo komunali v Zagorje za ogrevanje Zagorja. Na področju bivše Sveje, ne? Tako. Je pa lahko tudi trd les, to se pravi iz drugih, ne iglavcev, ampak tudi listovcev. Ne? Tako da, ampak vse je to slovenski les, iz slovenskih gozdov. Ne? Pa ga je kaj več, glede na to, kar se je lansko leto dogajalo s tem žledom, pa je cena kaj padla zaradi tega ali ne? Ja, je ga nekaj več in posledično je tudi malo cena padla, ampak to je minimalno, ne? Ni to zdaj, da bi govorili o kakih... Polovičnem padcu. Ja, to sploh ne? To je mogoče par procentov, ne? Ni pa to kakšna bistvena razlika. Že prej ni bila visoka cena. Tako, ja. Ne da potem toliko spustiti. Kaj pa prevozi s tem v zvezi? Je to stvar EVA ali imamo tudi zunanje? Ne, to prevoz česa, sekancev že... Sekancev potem na različne lokacije. Kar je tukaj lokalno, to se pravi do Litije prevažamo, pa Gabroke vozimo sami. Ne? Imamo eno korilnico v Radljah ob Dravi, tam imamo pa dogovorjeno z lokalnim dobaviteljem, da on dobavlja sekance. Mi mu praktično samo plačujemo sekance. Ne? Mora biti pa pri njih skladišče tega, za koliko? V sami korilnici? Ja, to je, zdaj ne vem točno, koliko je kubikov, ne vem, težko rečem. Ampak je pa, torej EVA mora imeti vse skozi na zalogi dovolj surovine na nek način, dovolj sekancov. V bistvu je dogovorjeno tako, da hišnik v šoli pokliče tega dobavitelja in se z njim dogovarja. Ne. Če so pa kakšne težave nastopijo, kakršnekoli, pa pokliče nas hišnik, ne, in pol mi naprej urgiramo. Mi smo pred leti, mislim, da je lansko kurilno sezono, smo imeli težave, so bili žebli v tem med sekanci. No in smo to težavo mi reševali z dobaviteljem, ne hišnik. Ne, tako da hišnik nas je obvestil, da se pojavlja problem in smo mi z dobaviteljem to uredili. Tako da se tudi to dogaja? Ja, seveda, tudi kak les se razseka, ki ni, bi rekel, je tudi kak primesi železa oziroma so noter. Ko smo mi imeli svojo sekalno napravo za sekance, ne, smo že v samih teh med hlodi oziroma golmi je kak les bil, oziroma kak želez se pojavil in je bilo tudi težava, so se ti zobje polomili in tako, ne. Tako da je treba biti kar previden, kar se tega tiče. No? Se tudi posušijo sekanci, preden gredo naprej, ali je to drugače urejeno? Ja, tudi jih sušimo. Tudi zdaj, ko imamo to elektrarno, imamo dosti, bi rekel, te toplote in tudi sušimo sekance za naše potrebe in tudi imamo odjemalca suhih sekancov in mu dnevno na 2 dni mu vozimo sekance na njegovo deponijo, sušene. Ja, njegove morajo biti tam okrog 10% vlažnosti samo, ne. Za naše potrebe korilnice pa tam okrog 20% vlažnosti. Ne. In jih tudi sušimo in pač vozimo boljši izkoristek, manj težav, tako da je to. Še katera izmed dejavnosti? To so zdaj vse te dejavnosti. Prevoze sva malce omenila, ne. Prevozi so pomembni tudi, če nekdo nekaj kupi v trgovini, ne, da se mu tisti stari pralni stroj pripelje lahko nazaj na deponijo. Ja, to je v sklopu trgovine. Ne. Ja, ko nekdo naroči, to, ko si rekel, pralni stroj ali hladilnik, ne vem, pesek, mreže, armaturne, ne vem, knauf plošče, karkoli, ne, mu ponudimo tudi možnost prevoza. Ne. In v glavnem je ta prevoz kar brezplačen. Ne. Če je dosti velika količina za pelat oziroma tudi dovolj velik znesek, mu peljemo to brezplačno. Ne? To govorimo v tem krogu tle Zagorje, Trbovlje, Hrastnik do Trojan. Se kaj okrog trgovine, kakšne novosti pojavljajo? Zdaj, pred leti je bila spletna trgovina, zdaj se menda spet ureja, ne? Ja, tako, zdaj smo v zaključni fazi v testiranju te spletne trgovine in bomo, jaz mislim, da
najkasneje do konca meseca mora biti ta trgovina realizirana, tako da bo možnost tudi nakupa preko spleta. Bo pa v začetku bo določeno omejena količina teh artiklov, ne. Se bo pa sprotno, dnevno se bojo dodajali ti artikli v prodajo preko spletne trgovine. Tako da lahko se bo odstikal kablov, recimo žic za elektriko, na akustiki bojo, to se pravi hladilniki, televizije, take stvari bojo, tudi drobni material za vodovod, recimo razna kolena za ogrevanje, na gradbeni, kakšne orodja, čopiči, take. V končni fazi bo praktično skoraj komplet trgovina tudi na internet, možno na internetu kupiti artikle. Nekaj se bo dalo pa tudi v najem? Poslovni prostori? Ja, zgornji del gradbene trgovine smo kar precej že spraznili, smo preselili na spodnjo, v spodnje nadstropje, tako da zgornji del pa dajemo oziroma ponujamo v najem. Iščemo še potencialne najemnike, nekaterim smo poslali že tako, s nekaterimi se malo dogovarjamo, bomo videli še, kako bo se izteklo. Je pa zgornji del je možen čist svoj vhod, svoje dvigalo, tako da je čist neodvisen od naše trgovine, recimo. Ne. No, zagotovo gledalce zanima tudi, kako elektrarna deluje. Zdaj nekako neslišno, nevidno, ne? Ja. Deluje. Ja, deluje, ja. Deluje, prav, tako kot si rekel, ne, ni videti nobenega dima praktično, ne. Niti hrupa ni, ne, tako da, ampak deluje pa. In moram reči, da kar dobro deluje. Bilo je nekaj težav od začetka, takih porodnih težav, ki so pri vseh stvareh. Stvari so se uredile, tako da res nemoteno deluje. Proizvaja električno energijo. Električno energijo, ki jo dajemo v omrežje. Po subvencionirani ceni. Tako. Toplotno energijo pa v glavnem uporabljamo za sušenje sekancev, ne, ki jih nekaj porabljamo za sebe, druge pa prodajamo na trgu. Ne. Tako da tle je kar v redu se izteklo ta projekt, da je tudi praktično čisto zaključen, tako da ni težav tle. No. Ena faza recimo je zaključena, tako. Govorilo se je potem, da se bo še dogrejevalo, ampak zaenkrat so subvencije bolj vprašljive, tako da se še ne ve. Ja, zdaj, kar se tiče subvencij za električno energijo, ne, bi mogel razpis biti oktobra v lanskem letu. Razpisa ni bilo, naj bi bil oktobra v letošnjem letu. Ne ve se še točno, kakšni pogoji bojo, ne bojo sigurno ne takšni, ko so zdaj bili, bojo slabši za investitorja. Tako da težko v tem trenutku rečemo, ali bomo še naprej delali elektrarno ali ne. Odvisno od teh pogojev razpisa. Ne. Zdaj, če pa ni električna energija subvencionirana, pa ni kalkulacija, se finančno ne izide to. Ne. Tako da bomo videli. Ne. Seveda, posledično s tem je pa povezan tudi ta toplovod v Kisovec do teh blokov. Ne. Tako da zaenkrat imamo idejni projekt pripravljen, tudi na občini se ureja prostorski plan, bomo pa videli naprej, kako bo. Ali se bo ali se ne bo. Mogoče kakšna druga varianta, da postavimo tukaj nove peči, pa samo toploto prodajamo. Nekaj podobnega kot na Sveji, ne? Na komunali. Tako, ja. Ne vemo še, ne. Imamo premalo preko teh zagotovil, da bi lahko kaj bolj konkretnega. Pripravljeno pa je, ne? Pripravljeno pa je. Prostor je urejen. Prostor je urejen, pripravljen, čaka na boljše čase. Na boljše čase, tako, ja. To je že eden tistih projektov, ki je bil nekako izveden v lanskem letu. Je bilo še kaj takšnega bolj odmevnega? Ja, kar nekaj projektov je bilo, recimo izvedli smo tudi kurilnico, kotlovnico v Dolah pri Litiji, to je bila ena tudi, pa v Zagorju osnovne šole Tone Okrogar smo zaključili ta projekt, tako da smo tam okrog Božiča smo prižgali to peč, tako da se v novem letu že ogrevajo na lesno biomaso. Prej so se pa na olje. Na olje, ja, tako.
In prihranek to za šolo, pa s tem posledično za občino. Tako, ja. To je še v sklopu javnega razpisa, ki je bil 2013. In v 2013 smo izvedli 3 kotlovnice. Ta se je pa zaradi gradbenega dovoljenja pa vseh teh postopkov od administracije tako zavlekla. Med samo kurilno sezono pa ni možno bilo to izvesti, ker je prevelik poseg bil, je bilo treba narediti zalogovnik za sekance in je bilo treba to med počitnicami oziroma izven kurilne sezone to izvesti. Potem pa... veliko se je asfaltiralo tu okrog tudi, ne? Ja, tudi okrog, to je bilo vse v sklopu ureditve okolice elektrarne oziroma tega skladiščnega prostora, ki ga imamo zraven gradbene trgovine. To je bil tudi en tak projekt. Potem na deponiji se je tudi uredilo, ne? Tudi dalo najem del. Tako, CGP je prišel z interesom, da bi si tukaj postavil to cestno bazo za urejanje za zimsko službo in smo se nekako dogovorili, da so oni tukaj zdaj naši najemniki in očitno so dobro delali, ker ni bilo nobenih težav na cesti med zimo. Potem rečemo od večjih projektov je bil tudi v bolnici Trbovlje oziroma zraven bolnice Trbovlje. Urgentni center, ne? Tako, ja. Mi smo delali prestavitev vročevoda plus še javno razsvetljavo. S to prestavitev vročevoda so bile kar težave oziroma kar zakompliciran postopek, ne smo mogli ga razdeliti na več faz, ker je bil gradbišče in tudi delali se je kar čez zimo in vremenske razmere so bile dosti neugodne, tako da se je čakali tudi na ugodne vremenske razmere in takrat je bilo potrebno to izvajati. Potem v steklarni Hrastnik, kot sem že prej rekel, smo tudi kar nekaj izvajali, kar precej del čez poletje. Potem v Škofji Loki še zdaj izvajamo nek vodovod tudi za občino Škofja Loka oziroma mi smo podizvajalec Kolektor Kolinga. Tako da je kar nekaj teh večjih projektov je bilo izvedenih v 2014. Ne greste pa pod ceno, ne? Nekje, ja, ja. Bi kakšen posel mogoče pridobili, ampak na škodo? Ja, seveda, ker... Se pa dogaja to, verjetno, pri konkurenci, ne? Ja, zdaj ne vem, težko rečem, ampak so pa določena, bi rekel, nam ponuje določena dela že z znanimi cenami in ko ugotavljamo, delamo potem analizo za kakšno ceno mi lahko naredimo in smo pri določenih res predragi oziroma, čisto in konkreten primer je bil za telovadni center, gimnastični center v Ljubljani. Mi smo dobili ponudbo, da bi za 580 000 evrov delali elektrodela. Naš material je pa sam material od luči, kablo pa vse opreme elektro, je pa samo material je bilo za 730 000 evrov. To se pravi, brez dela. S tem, da smo mi ponudili v naši ponudbi materiali iz popisa. To se pravi, tisti material, ki je bil naveden v popisu. Če kdo ponuja kakšen cenejši material, recimo v popisu so bili luči, ki je ena luč stala tam 300-400 evrov. Da se pa primerljiva dobiti tudi za 100 ali pa še manj evrov. In tukaj je možen določen prihranek, ampak ko greš ti na objekt, če nadzor oziroma investitor zahteva tisto, kar je bilo v popisu, moraš tisto ugraditi. In zdaj ta riziko sprejeti je pa kar težko. Kljub temu, da ima eBay svojo trgovino, tako. In tu nimamo slabih nabavnih cen, sigurno ne slabih. Tako da tle se včasih res sprašujemo, kdo to izvaja, pa za kako ceno. Ali pa to potem s kakšnimi aneksi rešujejo? Ne vem. Dogovorno, ne? Ja. Mogoče. Kako pa je poslovalo podjetje v preteklem letu? Ja, poslovanje je bilo, bi rekel, na istem sama realizacija je bila na istem nivoju kot v letu 2013, srednje leto prej. Dobička je bilo pa več kot pa v letu 2013. Tudi nekaj manj zaposlenih je bilo v tem letu, tudi določene stroške smo zmanjšali, tako da smo
kar uspešno zaključili 2014. Katera dejavnost mogoče izstopala po uspešnosti? Ja, ne vem, recimo same realizacije elektroinštalacije so imele precej več realizacije kot pa v letu prej. Strojne so imele manj, ne, to se malo odvisen, kakšni so objekti, kako veliki so, tako da je težko, kar reči, da so pa oni tukaj letos bolj delali, kot preteklo leto, ne. Odvisno je od teh objektov, ne, kakšni so objekti. Drugače, trgovina je na istem nekem nivoju, ko je bila, mogoče te korilnice so malo več prispevale tudi, ker jih imamo več, ne, in je posledično večja realizacija. Kabelska je na istem nekem nivoju, število naročnikov ne upada, tam se gibljamo konstantno na neki številki. Tako da več ali manj, je ta nivo, ne morem pa nobenega izpostaviti, da bi, kabelska konstantno dela zelo dobro, tudi korilnice delajo zelo dobro, ne. Druge so pa tako, ne, smo tam na meji, ne, je kar težko, ne. Koliko pa je zaposlenih vse skupaj? Ja, čisto točne številke ne vem, je pa tam okrog 95 zaposlenih, ne. Ugibljamo se okrog 100, ne. Ko gre v pokoj, ne, v penzijo in tistega ponavadi ne nadomeščamo, no. Poiščemo naše lastne rezerve, če je potrebno, ne. Če je potrebno, ja. Kakšni pa so načrti za to leto? Dobro, leto je že, tretjino leta je že za nami, ne, skoraj četrtino, ne. Ja. Ja, tako kot sem že prej govorila, ne, je tukaj ta internetna trgovina, to bomo zdaj v kratkem realizirali. Potem recimo za kabelsko se dogovarjamo s Tušmobilom oziroma s Telemachom za akcijo, da bi imeli spet eno akcijo, tako kot smo imeli že, mislim, da v lanskem letu, da lahko na obroke vzamejo, kupijo ali televizijo, prenosni računalnik, tablico, odvisno. Bo to ponudba, mislim, da v mesecu maju realizirana, če se bomo dogovorili z Tušmobilom. Drugače pa, ne vem, razmišljamo tudi v iskanju dela v tujini, predvsem za inštalaterje, za storitve. Trgovina je, tako kot sem rekel, smo zgornje nadstrope smo skrčili samo v eno, ne. Treba je na gradbenem oddelku določene stvari optimizirati, tako da tukaj bomo še tudi verjetno kaj postorili na tem področju. No, ta sama internetna prodaja bo mogla določen prispevek dati. Potem tudi določeni artikli, ki so, mi jim rečemo, nekurantni. Ko so na zalogi že leto, 2, 3, jih prodajamo preko spletnega portala bolha.com, ko moram reči, da tudi kar dober se kar prodaja, ne. Za vsako stvar se najde kupec, no. Včasih je kakšna stvar, takoj se proda, ko pride na bolho, ne, to se na internetno prodajo. Kakšna stvar je pa 2-3 mesece gor, pa se potem najde nekdo, ki jo rab in jo naroči oziroma nas kontaktira in se dogovorimo potem za prodajo. Tako da načrti so pa, kar se tiče pa korilnic, tudi iščemo korilnice, kjer bi lahko mi zamenjali oziroma adaptirali, prenovili korilnico in potem prodajali toplotno energijo. Pa tudi dela oddelek energetike? Ja, tudi. Hčerinska firma. Tako, ja, tudi tako. Tomaž Trotovšek, ki dela na tem področju. Tako. To se gre, poišče se primerno korilnico. Tudi v letošnjem letu smo poslali večini, vsaj te okoliške občine, to se tle Celjska kotlina, Ljubljanska kotlina, proti Dolenjski dol, pač našo ponudbo, da smo zainteresirani, če imajo kotlovnice na olje še, da mi investiramo, ne rabijo nobene investicije, edino, kar je, pač treba je neko pogodbo podpisati, se dogovoriti za neko... Da pri nas potem energent kupuje, ne? Oziroma ne, mi jim prodajamo toploto in prodajamo, tako. Neki dogovori so že, bomo videli,
imamo pa v načrtu, da bi kar 3-4 kotlovnice mogli letos realizirati. Ne. Kaj pa sama klima, kar se gospodarska klima tiče v Sloveniji zdaj, ko pogledamo v Zasavju, zdaj počasi bo ugasnila tudi cementarna, lansko leto recimo Sveja, ne? Ja. Rudniki se zapirajo, ne? Termoelektrarna tudi zaključila svojo zgodbo. Pri dosti teh tovarnah je sodelovala tudi EVA Elektro. Ja, praktično z vsemi smo sodelovali, ali mislim, na vseh področjih, na storitvah kot s trgovino. Ne? In tako je. Na tem segmentu se nam kar pozna. Ne? Tudi z elektrarno so kupovali tukaj pri nas, so naročili storitve, tako da tukaj je sigurno nek manjko. S tem pa tudi kupna moč seveda, tudi tisti, kupna moč. ki so bili prej zaposleni. Ne? V elektrarni 150 je bilo zaposlenih, ki jih zdaj ni več, so nekje druge, mogoče se vozijo v Ljubljano, mogoče kam v Posavje dol, ne? In je ali pa nekateri celo nimajo službe, ne? In je kupna moč sigurno manjša, ne? Kar se tudi pozna v naši trgovini. Ne? Saj se trudimo, da gremo čim bolj nasproti kupcem tudi imamo zdaj možnost nakupa na 24 obrokov brez obresti. Edino, kar je, more priti sem kupec, pri nas dobi predračun, gre na banko in na banki uredi. Banka potem tista, ki garantira. Ne? Ki garantira, tako za plačilo. Ne. Kar se tiče pa te gospodarske klime, pa zaenkrat res ni kakih spodbudnih kazalcev oziroma kakih izgledov za naprej. Ne. Kljub temu, da poslušamo o gospodarski rasti, ne? Čeprav veliko krat pravijo tisti strokovnjaki, da je to predvsem na račun izvoznikov, pa tistih investicij v lanskem letu, ki so se nekako zaključevale ta evropska perspektiva, ki je bila zaključena. Ne? To je sigurno, da je gospodarska rast vplivajo izvozniki, ki imajo, bi rekel, kakor poznam, imajo precej dela, ne? Kar se tiče pa teh investicij v Sloveniji, pa praktično ni kakih večjih investicij v Sloveniji. Ne? Vse so te manjše sanacije, energetske sanacije, recimo lanskem letu je bilo šol, pa vrtcev, teh javnih ustanov. Pa čistilne se gradijo, ne? Čistilne, to se počasi zaključuje. Tako. Kakih drugih večjih investicij pa ni. Enako je recimo tukaj v Zasavju. Ne? Ta čistilna se je, oziroma v Zagorju, ne, čistilna se je delala, ne, da se zaključuje počasi, ne, nekaj bo še teh priklopov individualnih, potem bo pa zaključen. Zdaj trenutno se ureja ta mestno jedro, ampak to je tudi gradbeno delo bolj, ne? Ja, tako, ne. Ni pa nekega podjetja, ki bi zaposlovalo, ne, v Zasavju. Tudi ni na vidiku, koliko se giblješ med temi gospodarstveniki, da bi kaj na novo odprli v Zasavju. Tako, da bi se kupna moč povečala v Zasavju. Ne. Ker nekaj teh fabrik je kar praznih, ne, ki čakajo, ne, na nova delovna mesta. No, recimo, ne vem, tudi Sveja, ne, se prodaja, ampak se prodaja v kompletu, ne, in to je precej visoka vrednost. Mislim, da je nekaj čez 4 milijone ta cena, ne, in to je kar dvomim, da bo kdo prišel. To je treba bolj intenzivno prodajati te stvari po manjših, če nekoga zanima samo žaga ali pa skladišče, pač se pa samo tisto proda, ne pa čakati, da bo nekdo prišel, da bo se cel kompleks z upravno stavbo kupil. Ne. Kar se tiče EVA, si optimist za to leto, da bo približno tako, kot je? Tako. Je pa, tako kot sem že rekel, ne, moramo na vseh področjih delati, da optimiziramo stvari, še izboljšamo. Vedno so možnosti še za izboljšave, še boljše narediti. Ne. Je pa tako, na storitvah je kar problem glede teh cen. Ne. So res cene zelo nizke in nima smisla delati za vsako ceno. Ne. Ker to je tek na kratke proge, ne, če delaš za vsako ceno. To delaš lahko, ne vem, par mesecev, mogoče leto, 2, 3. Enkrat je treba plačati. Ja, tako. Plače treba dati. Vsakega 15, ja. Do zdaj so bile še vedno redno. V vseh teh letih. Vseh teh letih, koliko bo zdaj to?
Table tam 40 let, Ja, ampak je že po mojem kar daleč. že, ne? Ja, 48 Božek let. mal Abraham. Tako, ja. Tako. Tako da ni druge kot truditi se in delati po najboljših močeh. Vsak zaposleni, od vrha do zadnjega zaposlenega. No. Treba še kaj dodati ob koncu? Ne vem, mislim, da so bila kar izčrpna. No. Ja. Tomaž, hvala ti, da si bil naš gost. Mi smo tudi veseli, tudi EVA nam pomaga, da preživimo. Tudi mi imamo težke čase, ne? Ja. In zaenkrat imamo podporo matične firme, ne? Torej lastnika Janeza Vidmarja. Naj bo tako še naprej. Hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.